Pozdravljeni! Velika nagrada Singapurja je bila izjemno zanimiva tudi iz strateškega vidika in tudi šolski primer, kaj pomeni, če se vozniku dovoli postanek vsaj en krog pred svojim moštvenim kolegom oziroma tudi nasprotnikom. Pogledali si bomo v naslednjih minutah, kje je Sebastian Vettel dobil tisto odločilno prednost, da je dosegel zmago. V raznih medijih lahko preberemo razne teorije. Po večini gre za dve, zato da je šlo za slučaj in zato, da je bil Sebastian Vettel pač v tistih izhodnih krogih bistveno hitrejši. Sam bom vzel tiste čase na krog, ki so uradni, ki si jih pridobil na spletni strani FIA, isto razdalje med bolidi, obdelal bom in dokazal, kje je prišlo do tiste razlike, zraven časov med Vettelom pa Leclercem bom umestil tudi Verstappena, kateri je po izjavah Matije Binotto bil tisti glavni vzrok, zakaj naj bi Vettel šel sploh v 19. krogu na postanek. Preden začnem z razlago, kako sem razdelil te kroge, še ena zanimivost. Poglejmo strategijo, ki nam je pokazal Pirelli. Ta varianta, da vzamemo soft pnevmatiko in nato menjamo na hard, je bila po njihovem šele tretja najhitrejša. In zopet vidimo, kaj se zgodi, ko imajo ekipe pač drugačne podatke od tistega, kaj ima proizvajalec pnevmatik. Žal, mnogi smo razmišljali tako kot Pirelli in zato smo bili na koncu presenečeni. A začnimo z tistimi našimi podatki. Vzel bom območje 5 krogov, namreč menjava je bila v dveh različnih krogih, 19. in 20. In da bi dobili po mojem neke realne podatke, je treba vzeti krog pred menjavo, krog, ko je bolid vstopil v bokse, krog, ko je izstopil iz boksov, pa še onega naslednjega. Namreč, ko zapelje bolid v bokse, ima določeno izgubo časa, kajti pelje po tisti dovozni poti in pitlejnu, a tudi, ko mu zamenjajo pnevmatike, mora peljati do konca pitlejna in se nato vrniti na progo, zato sta dva tista kroga, katera imata bistveno višji čas od ostalih. Pa poglejmo, kako je vozil vodilni Charles Leclerc od 18. do 22. kroga. Prvi krog, 18. je naredil v času minute 49:011. Naslednji, 19. krog, minuta 49:610, približno 60 počasneje. 20. krog je bil tisti prvi vhodni njegov v bokse, minuta 57:053. Nato tisti izhodni 2 minuti 07:019 in nato 22. katerega je naredil s časom minute 46:564, bistveno hitreje od tistih na soft na začetku. A sami te podatki nam ne povedo prav nič. Poglejmo, kakšne čase je imel Sebastian Vettel za primerjavo. 18. krog, tisti, preden se je začela menjava, minuta 48:716, približno 30 hitreje od Charlesa Leclerca v istem krogu. Nato 19. krog, tisti vhodni krog, minuta 56:992, smo na razmerju desetinke od vhodnega kroga Leclerca. 20. krog, izstopni krog, 2 minuti 06:103. Tu je razlika že očitna. Približno se lahko govori o 9 desetinkah. 21. krog, minuta 45:453, res bistveno hitrejši krog. Bistveno hitrejši tudi od tistega, ki ga je napravil Leclerc kot prvi hiter krog izven boksov. In nato 22. krog, minuta 47:000. Seveda, mnogi boste rekli, Sebastian Vettel je bil bistveno hitrejši v tem delu dirke. A poglejmo, če je bil dovolj hiter. Pred menjavo v 18. krogu je bila razlika med Leclercem in Vettelom 3 sekunde 577 tisočink, zaokroženo 3 sekunde 6 desetink. Ko smo bili v 22. krogu, je bil Vettel pred Leclercem z prednostjo sekunde 115. To se pravi, med 18. in 22. krogom, grobo rečeno, se je situacija spremenila za 4 sekunde cela 7. Poglejmo sedaj v tistih 4 krogih, kateri so bili bistveni za menjavo, seveda za vsakega voznika posebej, ali je bil Sebastian Vettel v tistih ključnih krogih
bistveno hitrejši, da je dosegel to prednost. Charles Leclerc je bil v tistih ključnih 4 krogih z skupnim časom 460 sekund in 246 tisočink. Seveda je bil Sebastian Vettel hitrejši, 457 sekund in 264 tisočink. Govorimo o 3 sekundah. A ostali je 60 kateri naj bi po menjavi ostalo Leclercu na računu in bi bil tako še zmeraj prvi za malo, ko bi končal z menjavo. A to se ni zgodilo. Razlika je bila prav v tistem krogu več, ki ga je naredil Charles Leclerc. Namreč razlika pri njemu med tistim recimo 19. in 22. krogom je cirka 3 sekunde. Tu je dobil Sebastian Vettel tisto razliko, ki mu je pomagala prehiteti Leclerca. Ne toliko s svojim hitrim ritmom, kot s tistim krogom manj. In še nekaj, prav Binotto je rekel, da naj bi jih Verstappen ogrožal. Pa poglejmo, kako hiter je bil on. V 18. krogu je imel čas 1:49,640. Približno sekundo počasnejši od Vettla v istem krogu. Vhodni krog v boks sta imela enak 19. krog, to se pravi minuta 58,383. Govorimo o 2 sekundah počasnejšem času. 20. krog je tisti izstopni krog, ki ga je imel Verstappen s časom 2 minut 08,460, kar sta 2 sekundi cela 3 počasnejši čas od tistega, kar je naredil Vettel. 21. krog, ki ga Verstappen je bil minuta 45,881, 4 desetinke, in ko je v 22. krogu je bil malce hitrejši. Ukolikor se štejemo, vidimo, da je bila razlika približno dobrih 5 sekund samo na teh krogih, kateri sem omenil. Bistvo je to, da Sebastian Vettel je vedel, kdaj mora iti v bokse, ni se oziral na Verstappena. Red Bull se je oziral po njih, kajti Sebastian Vettel je bil tisti, ki je vozil prej in on je prvi, ki je zavil v pit lane. Tistemu, ki sledi, je bistveno lažje. Ukolikor bi Verstappen želel pred Vettlom na menjavo, bi to namesto v 19. krogu lahko naredil v 18. Seveda Vettel bi vozil mimo vhoda in bi on za njim lepo zavil noter. Ukolikor bi to hoteli, bi lahko naredili. Ukolikor se spomnimo tiste skice strategij Pirelli, so njihovi izračuni to dovoljevali. A videli smo, da je prav ta razlika v pneumatikih, razlika v času pred in po postanku bistvena. Tu se dobi lahko ogromno prednosti in zato tisti, ki je vodilni voznik, najboljši voznik v ekipi, ponavadi jim dobi možnost iti tudi prvi na menjavo. Toliko o tem strateškem pogledu, strateški zanimivosti na veliki nagradi Singapurja in zakaj je ta prednost, ki jo dobi vodilni voznik, tako prekleto pomembna pri menjavi, pri strategiji, ukolikor imata oba voznika namen iti v približno enakem krogu. Seveda, tu še moja pripomba. Bi lahko bili pri Ferrariju fair? Seveda bi lahko bili. Obema voznikoma bi lahko v istem krogu menjali pneumatiko. Videli smo, da razlika je bila 3,6. Na tesno, z velikim rizikom bi lahko videli tisto, da bi eden za drugim šla na menjavo oba. A to vidimo bolj v kakih stresnih situacijah, pod varnostnimi avtomobili, lahko se kaj zalomi in je res izjemno riskantno. To, za kar so se odločili, je pa, bom rekel, osnovna zadeva, ki jo vidimo pri strategiji, ko se vozi z 2 bolidoma. Pravi primer, da se tudi mi kaj naučimo iz te dirke iz strateškega pogleda. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.